Tukaj se jaz naslanja tudi na sebiotiko oziroma fonologijo in podobne stvari, kratka razdelim besede. In sodelovanje pomeni so in delovanje. Delo pomeni del oja. Celo pomeni cel o. Tako da nam da sama beseda lahko, nam lahko da že neko asociativno podlago za razmislek. In sama beseda pa razum, že vemo, da če veliko razmišljamo, dobimo tistega misleca od rodena, ki skozi razmišlja, pa ne more kamor priti. Zato, ker je treba iti v razum ga pa je zelo pomemben, ampak je samo orodje. Mi ne moramo biti lopata, mi ne moramo biti orodje, mi moramo imeti tudi in ravno to je eno od kritik, da se tega premalo uporablja. Na eni strani ti isti nočejo imeti razuma, na drugi strani je pa obratno, da nočejo imeti skratka uvida ali nočejo iti z umom naprej, ampak grejo z racijo naprej in nikamor ne pridejo ne eni ne drugi. Gremo kar naprej, torej bi prosil, če bo lahko šlo. Sama beseda osrediščenost je osred išče enost. Taka hecna stvar. In točno to vsak posameznik rabi tudi civilizacija. In zato je tudi pojmovanje Boga, žal se o tej stvari sploh ne bi smeli veliko govoriti. Enostavno je pa vseeno, če pogledate, je to telo nekako zapletena stvar. Vsaka celica, tok in tok milijonov procesov. Je čudovito, vse skupaj, lahko rečemo. Tako da ima več odtenkov in je božanski svet na nek način. Lahko rečemo, ali pa tudi ne, o tem se malo pogovorimo. In pojdimo spet naprej, skratka, to sem zdaj samo nek uvod priredil, da bomo prisluhnili drug drugemu. To je pomeni, da že mečkam tipamo, malce čutimo, ne samo razmišljamo. Gremo spet naprej. No, tukaj, da bi se sam predstavil, sem naredil recimo knjigo Vrčvače in predrimska kultura na naših tleh. Predtem sem leta 2015 dobil soglasje od direktorice Narodnega muzeja Slovenije, da bodo objavili vse svoje artefakte v visoki ločljivosti, tudi v slikovnem materialu. In potem, ker sem pa dobil od muzeja slike tega Vrčavače ali Situle latinsko, sem našel napake in so jih potem 2 leta kasneje popravili in so popravljeni šli v katalogu, ko je postavil ta Janko Weber poslansko vprašanje. Šele takrat so dali na internet popravljeno strokovno risbo, ki je tudi dejansko popravila interpretacije naše osebne izkaznice pa potnega lista, ampak o tem seveda ni nihče objavil niti besede. Zato, ker za te simbole in podobno skrbijo kardinal Rodej, recimo predlagal, da imamo ta Vrčvače za svojo osebno izkaznico. Daleč nazaj, takrat, ko je bila osamosvojitev. In potem dobil tudi Butros Gali, recimo, kopijo tega Vrčavače ali Situle, ker sploh ni slovenska, je dobil zaradi tega, ker smo vstopili v OZN, ampak niti besedice o popravku strokovne risbe. Tako je. Res je, da je ona letela potem iz službe in tako naprej. Ja, ker je popravila. Dale, popraviti in se popravila. Tako da stvari se dogajajo, čredi, nevidne stvari izza črede. Povem karikirano in grobo. Tako da takih fotografij v bistvu ne dobite. To sem jaz sestavil, 2 skupaj, te, ki sem jih jaz dobil v srednji kvaliteti resolucije od Narodnega muzeja. Ampak to bi moglo biti lepo pokazano. Res je, da je Situla zdaj razstavljena, ampak je skratka iz smole, sploh ne original in se težko gleda neko črno zadevo. Ampak pustimo to, bomo dozoreli v kaj več. Gremo raje še naprej, tukaj imamo seveda osrediščenost. No, tukaj imamo pa zdaj samo beseda agenda. Zato, ker nas agenda obvladuje, zato, ker nam tisti, ki obvladujejo agendo, nam določajo, kaj je pojmovanje Boga. Zato se o tem pogovarjamo. Kaj je morala, kaj je etika, oni določajo, ali oblikujejo, ali nas programirajo
skratka z sublimalnimi in drugimi tehnikami, ki jih obvladajo. Torej z učnim procesom in tako naprej. Skratka, agenda je mečkam pesniško zopet, tukaj govorjeno, torej gen da, da gen, tudi geni vemo, kaj je geni, pa gen je tukaj. Agenda je pa agenda človeka, lahko rečem. To je samo za to, da dobimo ta brainstorming počasi, gremo noter. No, skratka, in ali lahko določa naravo in genome oblikuje človek. Danes se s tem veliko igrajo. To je zame precej problematična zadeva. Tudi vi pišete podobne zadeve in se strinjamo verjetno deloma. No in skratka, to je pač ta kipar Arno Breker, ki je bil Hitlerjev kipar in je seveda v miru živel do konca svojih dni, ker je bil pač temelj nacistične logike, pa zakaj ne bi živel lepo, pa je, in je še naprej ustvarjal do konca svojega življenja in je naredil recimo tudi za časa nacizma je naredil recimo tega človeka z orlovo glavo. Vemo, da so orli v številnih zastavah, od ruske do ameriške in tako naprej, oziroma grbih, kako čudno. Poglejmo si malo več o tem. Zdi se mi, da je pretirano imeti sebe za Zeusa ali to, kar je prej pokazal Kos, tista mačka se vidi kot lev. Mislim, da je prav, da obstaja metodičen dvom, ki ga vi skozi imate, ampak skratka, mislim, da je prav, da mora biti tudi ta vsak mora biti tudi malce skromen v svojem delovanju. Samo taki, ki niso skromni, so tisti, ki so vladari sveta, ali pa hočejo biti. Ne pa sodelavci, so delo. Del oja pa cel o. Torej, to je dva različna pojma. Gremo naprej, prosim. No, da še vidite, tako je pač na starost občuduje ta svoj kip, to je Arno Breker. No, tukaj vidite pa tudi, kako so enega od teh orločkov pač sklatali dol po padcu. Takih slik, zopet, zelo težko jih dobite. Res je, da jih nekaj je. Videli boste, da so vse slabe kvalitete, večinoma. Videli boste, da so zelo težko dostopne, tudi to boste videli. In videli boste, da niso na enem mestu. Tako da je to. In je treba narediti obraten proces, kajti ljudje, če ga spoštujemo, so človeka, mu damo priložnost enakih možnosti. Tista piramida je bila prej malce napadena. Treba je enake možnosti imeti. Ne pa piramido delati na podlagi rojstva ali karkoli, da nekdo reče, pa boš tale bo. Zakaj pa reče tale bo? Zato, ker je njegov sluga. On sluge povzdigne v tale bo na nek položaj. In to ni vedno dobro. Zdaj smo v dobi, ko se mora to sesuti. Ta hierarhija, ki je določena od zunanje avtoritete. Avtoriteta je stvar vsebinske teže posameznika. Gremo naprej. No, pa odprimo ta vrata. To so vrata v neko cerkev, ki je jezuitska, ki je malo bolj sodobna, ampak zelo, zelo zanimivo, da imamo vrat pa vrata. To je zelo zanimivo. In jih odpremo. Pejmo naprej. Tudi sliko možganov v bistvu ne morate najdeti kar tako. Vsaj jaz jih ne znam najdeti. To iščeš ure in ure, da bi kaj dobrega najdel v elektronski obliki na spletu. Ampak težko se najde. Zato, ker to so pomembne stvari. Zakaj bi najdel človeške možgane, če je pomembno? Kaj šele živčnega sistema, da bi tako slike najdel? Pa ne moraš najdeti. Ali osvetlitev napačna ali karkoli. Probaj, pa boste videli. Skratka, trdim, da so stvari zelo dobro cenzurirane in zelo dobro zavajanje izpeljano, celo v današnji dobi, ko vemo, večkrat rečem za en dolčič od zopat ali karkoli imaš v ne vem koliko kilobajtov, da vidiš vsako sled gor, karkoli. Imamo možnosti, ampak ne dobimo jih. Tako da to dobimo zelo težko. Zakaj? Ker je pomembno. Ker je zelo pomembno za naše razmisleke. Gremo naprej, prosim. Sem hotel reči v prejšnjem, da je še nazaj, se povečujem. Nazaj? No, ampak tako.
tukaj sem hotel prebrati tole. Skratka, možgani so povezani, moja leva roka je povezana z desnim polom možgana in obratno. Ne? Desni pol možgana je povezan z desno roko, levi pol. In kaj to pomeni? Tukaj imamo kognitivno znanost. Ja? Poznate kognitivno? A poznate konativno znanost? Ja ne, a ni to čudno? A ni to čudno? Ljudje so razsekani v možganih, lobotomija je narejena. Obe znanosti sta pomembni. Ne samo kognitivna, pa kako čudno. Imamo tudi društva, samo kognitivna, ne pa konativna. Ok, skratka, gremo zdaj naprej. No, skratka, tukaj govorim o tem, da je spodaj, je pač nekako, imamo levičare pa desničare, imamo pač fanatike ali zožena redukcionistično, vi rečete včasih, v eno polje razmislekov ali čustvovanj in podobno, in imamo razrezane možgane. Eni so bolj občutenje je pomembno, vrednotenje, metafizika, demonizem. Torej, oni čutijo, oni prikazujejo se jim angeli, no? Ja, kaj? A bomo to zavrgli? Ja, ne! Razen, če smo neumni. Rekli bomo, mogoče to narobe, mogoče prav, me pa zanima. Ne, ljudje zavržajo, ker so tukaj. Racijo, analiza, fizika. Pa imajo prav malo, ampak nimajo čist prav. Tukaj fizika mogoče še ne ve vsega. Mogoče ve veliko, pa ne vemo, da ve. Fiziki danes ogromno raziskujejo vodo, pa svetlovo, pa tako naprej, in ogromne stvari so raziskali. In je fantastične stvari ugotavljajo, kako je biopolje povezano z našim spominom, recimo. Kdo pa to ve? Ja, redki. Pa še le začeli so z raziskavami tega. Torej, enostavno, če gremo gor po tem masonskem stopnjah, tukaj imamo štemplarski red, tukaj imamo pač ta racionalni škotski red 33 in tako naprej, pridemo čist gor, kjer pa je dejansko so možgani celi. Ja, vmes so pa razsekani. In to spodaj pomeni vladam na zemlji, ker če bi bilo od zgore na vzdolj, bi pomenilo, da je to od zgore na vzdolj, da je nebo posreduje, pa sveti duh pa karkoli. Ne, jaz vladam na zemlji. To je ta strela, ki jo ima ta orel v svojih krempih. Gremo še naprej. Skratka, tukaj sem zelo malce oster, malce sem tudi nestrokoven, ampak želim nekaj stvari povedati. Tako da inspirativno, nezavedno večini spoznavanja so noter, pa ne čutijo stvari. Verjemite mi, da so na najvišjih nivojih so telepati. Taki so pač, tudi v ložah, ampak ti isti so taki. Tako da ni vse bedast, ampak sami ti isti ti ne bodo dovolili, imajo takole belo, lejte, takole imajo belo, prepoved govora, ne smem povedati duhovniki, ok? Prepoved govora. Enostavno ne bojo nič naredili, da bi se recimo tehtala duša med živim in mrtvim. To so delali leta 1900, pa še nekaj 18-16. Ne, od takrat naprej do danes niso delali nikoli za javnost. Pa so stehtali grame. Takrat so jih stehtali. Eksperiment del pas, Hvala vam. Ja, s tem, da pa so ga hitro relativizirali, ja, pa se je bilo gor, pa dol, pa tako naprej, ja. Ampak to bi mogli danes delati, ker imajo boljše tehtnice, a ne? Da bi uvrgali vse skupaj, ali pa da bi sprijeli vse skupaj. Ne, to se ne sme početi. Tem je šlo. Gremo naprej. Torej bomo skočili v tole, ne? To je druščansko, skočimo v to vodo, ki sem jo zdaj malce pripravil in bomo se pogovorili v naslednjem o človeku in... Ja, prosim, hvala ti. O človeku in njegovi palici. Palica, je rekel Napoleon, vsak ima v sebi generalsko palico. Ja, aktiviraj jo. Jaz sem jo še les poznal, pa mogoče mi sem malo star, pa mogoče mi bom kdaj ratal, ampak mečken imam, nimam pa veliko. Skratka, palica ima dve strani. Ta spodaj in ta zgor. In prvotni možgani so bili tam spodaj. To so osnovni možgani, ki so se potem nadgrajevali in ta znanja so se nadgrajevala in ker so bila vedno bolj avtomatično, mislim, vedno bolj uporabna, ker se je skozi tisočletja pokazalo, da je nekaj dobro, se je enostavno zgodilo, da je zavestno ratalo kot nekaj nezavednega, kot nekaj
No, kakorkoli, zelo pomembni so tudi možgani tukaj spodaj na trtici. In oboje skupaj moramo biti aktivno. Ne samo zavest današnjega dneva, ampak tudi daljne preteklosti, ki je bila pa precej boj za obstanek in s tem tudi precej agresivna. In je treba to agresivnost kontrolirati, ampak nas dela žive in ne agresivnost, ampak ta moč življenja je v nas, v tej trtici. Morata biti povezana. No, gremo spet naprej. Skratka, trden, to je zelo schematično, a ne? Vsak elektron ima dipol, vsak elektron, okay? Vsak atom, okay? Vsaka molekula. Seveda ima tudi Sonce naše dipol, Zemlja ima dipol, tudi človek ga ima. In je os v njemu samem. Torej nima samo to, ne vem, biopolje pa elektromagnetno polje, ampak ima tudi osnovno os, ne? Osiščeno. In je prav, da malo čutimo drug drugega. Čutimo sebe. Gremo spet dalje. In teli Egipčani so vedeli, kaj je to hrbtenjača, kaj je to osišče, kaj so to predniki in tako naprej, kaj je to dvojnost samega bivanja, recimo, in podobno. In enostavno so to nosili lahko kot neke zapovedi tudi na ta način, s seboj. To je bil njegov nebeški voz, ko je tako hodil, ne? Njegov nebeški voz. S tem, da so telepatsko gor dol, pač tam Sada Butranska so te stvari, ne vem, videnja so imeli ob tem njegovem nagovorih in tako njegovih meditacijah, videli so, ne vem, angele, karkoli temu rekli, čeprav zdaj nisem uporabil pravih besed. Ampak enostavno so stvari videli tudi na tem eteričnem nivoju, magijskem nivoju. Tako so delali države. Gremo spet dalje. In trdim, da ima oseba v duši, ima nek center, ki mu lahko rečemo zelo schematično. In da so zelo zanimivo, da so neki, skratka, atomi, ki so zelo, zelo težki, so dejansko taki, da lebdijo v zraku. To je, če boste gledali raziskave, boste videli, da imajo neko posebne lastnosti. In boste videli, da v jedrski elektrarni nastaja tudi stronci, ki ga uporabljajo lahko za ligure in ti stronci kot stabilen element. Namreč. Tam je tudi plutonij pa gordol, ki je še bolj nestabilen. Govorim zelo na pamet, ampak želim vam eno stvar povedati. No in ta stronci in podobni stabilni elementi so dozorevanje materije. Materija zori. V tem tudi periodičnem sistemu zori. In so te lastnosti teh težkih elementov so izjemne. Tudi za uporabo čist fizično, a ne teh Peugeotov in podobnih stvari, ker mi prodamo, mi skratka damo te svoje radioaktivne odpadke, ki so čisto zlato, na ta način, da moramo še plačati za to tisto zlato, ki ga dajemo v Francijo, ali ne? Ker se v javnosti teh stvari ne ve, čeprav znanost to že ve, a ne, te stvari poznajo. Tako da oni potem malo predelajo, ločijo bolj pa manj radioaktivno, malo dodajo, zamešajo, malo moke in gremo nazaj, a ne, in spet prodajo. Torej, dobijo pa zlato, ali pa diamante, ne vem, dobijo blazno dobro stvar v roke, ki jo sami uporabljajo. Gremo naprej. Torej, kaj moramo narediti? Moramo povezati svojo trtico za svojimi možgani. To moramo narediti. Da bomo postali Ouroboros ali kaj podobnega. To moramo ratati. Šele takrat bomo lahko se sploh lotili tematik, kot je pojem Bog, kot je pojem, v katerih razpravljamo. Kajti takrat bomo vedeli, da je osebna dozorelost tista, ki je temelj etike. Če je človek osebnostno dozoril, pač ne bo kradel. Ne bo lagal, ne bo poskušal nekaj na silo dosegati. Vedel bo, da je pač samo delček sveta, ne da je cel svet. In takole se rodimo. Poglejte, kaj imamo tukaj spodaj. Ja, rep.
pomemben. Ta nas poganja v nadaljni razvoj, ta fetus. In ta je osnova, tudi kasneje, zelo pomemben. Zakaj bi se odrekali živalskemu? Ampak moramo pa imeti harmonijo vsega skupaj. No, pojdimo spet naprej. Torej človek... 20 minut. Je že? Sem rekel, da 5 minut me prej upozoril. Ja, zdaj pa torej na hiter. Skratka, žal, človek, ki uporablja svojo palico, pa sem hotel povedati, je tudi malce močnejši, čeprav tale je bil maziljen in mogoče še eno, da vidimo, v kaj je bil ta maziljen. To je zgodba o zlatem telesu, ki imate tudi v Bibliji in te stvari niso izmišljija. Tukaj imamo Boga, torej samooklicani Bog. Starozavezni Bog je samooklican. To je v bistvu človek, ki je pač bil sicer malo drugačen, pa malo druga rasa, pa pač to Bega ne briga, ker ne smemo vedeti, da so bile še druge rase in enostavno je vzgajal, poglejte, zlatega teleta. In zlati tele kasneje rada tudi zlati bika. In Mojzes je bil eden od teh bikov, ki je potem tudi sklical baleve svečenike in en mu je pač rekel naročil in so jih potem pobili in tako naprej. Ampak bili so ljudje duhovne moči. To je simerski pečatnik. Tukaj imamo dve vazi. V Uruku, mislim, da torej bivša varka, zdaj pomenovana varka, je enostavno tempelj, beli tempelj, kjer sta bile dve vazi. In tu sta te dve vazi. Dve. Tam je samo ena še, ki je vidna. In ko je bilo napad na Bagdad, je Anglija tisto vazo vzela sabo, pa je zelo težka, pa so jo trjali tam. In so s parimi šleparji odpeljali iz Bagdadskega muzeja. Še preden je Bagdad padel, so odpeljali ogromno artefaktov. Zato, ker te stvari vodijo masoni. In masoni so tisti, ki nam določajo, kaj je Bog, kaj je verjeti, kakšne plastične vrečke uporabljati in tako naprej. Skratka, imamo eno hudo težavo, ko je treba spremeniti nadjaz v nam podobnega, ko bomo rekli, da je ta prav. V plemičih in imeli so konkurenco v čarovnicah in čarovnikih. Torej ljudje, ki so sami se ukvarjali z bioenergijo in podobnimi stvarmi in so jih zato pobijali, da so dobili monopol. Prva druga svetovna vojna je odpravila carizme po vsod. Razen malo se je obdržalo v Angliji, kakšna malenkost, kakšen kralj. Drugače so pa carizmi propadali z tema dvema vojnama. In temu je bilo to tudi namenjeno, ker so enostavno cesarji so imeli veliko teh duhovnih znanj oziroma obsedenosti, kakorkoli to hočete, in so dejansko bili tudi duhovni vodje. Bili so tudi očetje naroda. To je treba vedeti. Cesarji, Tiberius, recimo, ali karkoli, so bili očetje naroda. Ja? Tiberij je imel svojega pretorijanca Sejana, ki mu je hotel podeliti častni naslov bodi še ti oče naroda. Ampak tudi papeži so očetje naroda. In oni dejansko predstavljajo potem ljudem očeta in jih tudi tako jemljajo in so jim tako bolj podrejeni, ker hočejo ljudi podrediti. Včasih mogoče kaj pozitivnega, pa večinoma ne. Tako da delajo sužnje, duhovne sužnje in to jim uspeva, ker so imeli pa Katero? Tukaj je tudi ena zanimiva. Poglejte, stalno zanimanje za nebo. Poglejte, ampak tu so plejade tukaj zgore in to je Ikarus. Recimo, da je padla tale ven. Katero si mislil? Skratka, hvala. Ja, seveda. Seveda, ampak danes ima še RKC iste simbole. Ampak to je starost. Ne, smisel, da dobiš tiste zraven, veš, ker jih je preveč. Samo nekatero si mislil, da si rekel eno sliko je prav določeno. Ja, prav določeno za tisto, za Einsteinovo formulo se pa tudi videti. No, gledajte, lahko tole pustiš, da sam rečem te besede. Gledajte, naša etika in naša vzgoja lahko počiva na občudovanju lepote. In to je zdaj več različnih variant, budizem podobno. Lahko rečemo, človek je cvet, človek je roža in se mi fiksamo, delamo hormonske strukture znotraj, ki smo otroci cvetja.
Lahko pa je obratno, pa gledamo unga na križu, pa kako krvavi in smo traumatični. In prek travm nam vladajo, prek traumatičnosti. Ja, ker človek, ki je v travmah, potrebuje zdravnika, a ne? In jaz te bom pozdravil tvoje travme, pa ti bom še greh odpustil, pa take jece. No, skratka, tisti Einstein je pa skratka, tukaj sem govoril o ljubezni, a ne, se bomo sam češli, da te videli, kaj je to simbol ljubezni, recimo, kaj je to simbol cveta, recimo, a ne, ker sem že kazal, se bomo prišli do tiste, ker je zanimivo mogoče videti. Tukaj boste videli, to je Titov, to je na Brionih njegova cerkev, Titova cerkev, ja. Germanikusa je občudoval. Germanikus je bil en najboljših pobijalcev znotraj Evrope, rimskih, okej. No, to je recimo Rode, malo, okej. To imamo recimo Jezusa, tazga ne dobite kjer, ampak vedno mora krvaveti čim bolj, pa še čreva vam tako. Ja, odkecam se, ja, v tem stilu. Travme morajo gojiti, ne? No, to je to, kar sem rekel, da povežemo uroboros, da gledajte, kača, naša hrbtenica, narava, to je nekaj lepega, to je krona. Tako so nekoč mislili, a ne, zdaj pa nekaj obratno. Zakaj? Potem pa, ja, res je, tudi to je. Potem pa zgubimo vso voljo do življenja, pa z nami lahko operira kazalcem, oziroma, okej, govedi, hočemo se gotovo, ne? Skratka, to je to, ne? Ne, Vlade, samo to je simbolika. To je simbolika. Simbolika je človeški produkt. Ja. To smo si mi zamislili. Ne, tako kot vi tega že niti videli niste nikoli v življenju. Vi si niste tega zamislili, ali lahko pogledate. Poglejte, to je sumerska zgodba o kači, ki je taka malo vesoljska zgodba, kajti naša hotenja in narava sama je že proizvedla določene organizme, ki lahko bivajo nekaj časa v medzvezdnem prostoru. Narava gre naprej, narava je fantastična zgodba. Torej, tisti... To se je nekdo zmislil, to je nekdo naredil. Ja, ampak ta, ki se je to zmislil, je genij, ki ga niti do kolen ne sežemo. V tem je štos, da saj pogledajte si. Torej, enostavno je kača, ki dejansko hoče sonce in luno podrediti in tako naprej. Se hoče biološko seliti na druga ozvezdja. In to je to. Poglejte, to je, rečejo, da je to igra mehanj. Tukaj imamo pa še labotko, ne? Torej glavo. Enostavno, ko spoznaš samega sebe, letiš naprej. Dejstvo je, da biološko se hoče seliti celo med galaksijami. To je bilo takrat tako mišljeno. Zdaj pa, kaj je res, pa kaj ni res, poglejmo si, kaj so mislili. In gremo do tistega, ja, vrednota je v redu nota in te vrednote morajo biti med sabo, note morajo biti povezane med sabo smiselno lepo melodijo. To je vrednota, lahko tudi rečemo. Samo hipec, tukaj imate, spodaj imate enega, ki je se že povezal, pozna svoj rep in to, kar ste povedali, agresivnost je bila, boj za obstanek, in drugega, ki tega še ne zmore in mu je lahko samo na tleh kot služabnik. Skratka, povedal sem, da je v človeku svetu I, to je I, I-A-Z. Človek je čudovito bitje, ki mora svoj I spoznati, svoja palica. Ne pa, da je to skratka servirano od zgoraj, od drugih in tako naprej. In tukaj sem vas hotel upozoriti na eno zadevo pranja možgan. Poglejte, jokali so ljudje, ko je ta sadist umrl. Poglejte, to je drevo. To je drevo, to je drevo. Okay? In tudi govorili so, da je to drevo, še domorodci. Potem so pa seveda bele opice, ki so prišle tja, okupatorji so pač spremenili to in so pač imenovali, da je pač to drevo hudičevo. Ampak, mislim, hudičevo stol. Ampak enostavno, sami indijanci so pa govorili, da je to drevo. In je drevo in ima strukturo drevesa in je vsaka znanstvena raziskava bi šla gledati korenine in bi nekaj najdel. Bi jih najdel. V čem je poanta? Jaz razumem te... Jaz sem samo hotel pokazati, kaj sem še imel in pride do tiste Einsteinove formule, da bi videli, v čem je štos. Glejte, to so drevesa. In tukaj je pa tole. Ok, se pravičujem. Skratka, mi enostavno moramo vedeti, da je ta formula res fantastična zadeva, zato ker če izpostavimo maso, vidimo, da do mase pride šele, ko se svetloba izgubi hitrost. Šele z tem, ko
je spodaj C kvadrat. Svetloba šiba. Svetloba je... A lahko povem? Svetlobna hitrost je 300 000 km in ne more... Lahko povem? Stav. Ko pride do klorofila, se tam ustavi. Ko pride v vodo, se po parih metrih, 100 metrih, 200, kakorkoli se ustavi. Svetloba se ustavi. In ko se ustavi, poglej formulo. Konstanta. Samo formulo pogled. Ne, to ni res, ne. Fizično svetloba, ko pride v en medij, se začne gibati počasneje zaradi tega, ker se v bistvu energija pretaka med delci. In kak spustiš ti svetlobo v nek medij, se ji bo hitrost zmanjšala. To je fizikalno. No, jaz pa trdim, da svetloba, ko se hitrost energije, ne svetlobe, energije ustavi, ko se energija ustavi, se materializira. Sam to sem povedal, po tej formuli. Ne more se ustavi, energija se niti giba. Gremo, daj. To se reče, klorofil ne obstaja pri vas. Ne, obstaja, klorofil, samo pravim, da energija se ne more gibati, ker je to drugačna količina. Energija lahko zgubi hitrost. Energija je samo potencial, da lahko neka stvar živi. Na tisto, kar je pa prej gospod povedal, bi pa povedal še odgovor, da obstaja načelo nedoločenosti v mikrokozmosu. To pomeni, če opazujemo te delce, kot jim rečete, se začnejo drugače vesti. Enostavno, načelo nedoločenosti. Ja, ne moreš se vtikati v ta mikrosvet, ker se začne drugače vesti.